Lepo zdrav, danes pa smo se zbudili takole skoraj v jesensko jutro, ne? Ja, in zdaj bodo velik problem respiratorne bolezni, ne samo pri otrocih, lahko rečemo skoraj da pri celotni populaciji. Mimogrede, ne, zdaj bo prišel čas bronhiolitisov, laringitisov, drage mamice, ne, tudi vnetje ušesk pri otrocih. Ta mraz, toplota v prostorih, nihanje telesne temperature, seveda ne povzroči kašelj, zamašen nos. Saj poznate vse to. Verjetno pa ste že tudi slišali za same solne terapije. Pa veste, zakaj so sploh tako popularne, kako delujejo? To bomo spoznali danes. Z nami je strokovnjak prav na tem področju, torej solnih terapij, Andraž Šekš iz Solnega centra Vrhnika. Lepo pozdravljeni. Dober dan, lepo pozdravljeni. Ja, dragi gledalci, Andraž je za vas pripravil tudi, lahko rečemo, prav posebno presenečenja. Tako je pripravil popuste za tiste, ki vas bo zanimala sama solna terapija in boste že vnaprej razmišljali, ne, da boste sigurno potrebovali, in tudi za tiste, ki boste poklicali, boste dobili tekom oddaje trije brezplačen obisk, ampak ne, zdaj pa je prav, da malce poveva, zakaj v bistvu sploh solne terapije, ne, v bistvu kako delujejo. Solne terapije so v bistvu alternativna metoda zdravljenja, ki dobiva na veljavi. Naredili so tudi nekaj kliničnih študij, in sicer v Zagrebu na Hrvaškem, v Estoniji in v Rusiji. In se dosegajo zelo dobri rezultati praktično pri večini respiratornih težav. Ko govorimo o astmi, kroničnem rinitisu, prehladu, čiščenju sluzi, sinusitisu, kašljanju in tako naprej. Hkrati se dosegajo tudi zelo dobri rezultati pri kožnih boleznih, kot sta dermatitis in luskavica. Ta solni aerosol v bistvu ta metoda je v bistvu 100% naravna, neagresivna in praktično nima nobenih stranskih učinkov. Potekajo v bistvu tudi razna prizadevanja, da bi se to uveljavili, da bi mogoče tudi zdravstvena zavarovalnica nekoč to krila na recept. A je že tako daleč? V tujini se to pač uporablja, v Rusiji in v Estoniji, tudi v Avstraliji. Hkrati pa solne terapije so se v bistvu v Sloveniji začele nekje 10 let nazaj in postajajo zelo popularno zaradi svoje učinkovitosti. Zelo pozitivni rezultati se dosežejo že, ne vem, s 3 terapijami, 6 terapijami, 12 terapijami, odvisno od težave, respiratorne težave ali kožne težave. Naprimer, če greva k kašlju, ne, zdaj se bo pojavil, kako potem v bistvu sama soba deluje na telo, sol kot takšna? Sama solna soba je v bistvu posebno mikrookolje, mikroklima. Sama soba je v bistvu obložena v sol, v kameno sol. Po tleh je tudi sol in notri je v bistvu klima nabita z negativnimi ioni. Hkrati pa v medicinsko napravo halogenerator damo medicinsko sol. Medicinska sol je čista, brez aditivov in dodatkov, je zelo trda, tako da jo prej moramo pripraviti v tako sipko osnovo, jo zdrobimo v možnarju. Ta naprava jo dodatno zdrobi in zmelje v zelo drobne delce, ki so veliki od 2 do 5 mikronov, kar pomeni, da imajo zelo dobro prodornost in prodrejo v bistvu vsa dihala, v zgornji del pljuč, spodnji del pljuč in tudi čez kožo, čez vse plasti kože. In delujejo v bistvu protivnetno, protibakterijsko in razgrajujejo sluz. Se pravi, ko človek kašlja, pomeni, da je neka težava, za kašelj lahko nešteto razlogov. Večino težav, ki jih ljudje imajo, ki pridejo, so respiratorne narave, se pravi čiščenje sluzi, ali pa vnetje, pač prehladi zgornjih dihalnih poti. Videla sem, da so v teh solnih sobah potem tudi ventilatorji, kakšne imajo v bistvu tukaj verjetno pomoč, kako da sol kroži po zraku ali kako? Tako, sama sol, to je pač natrijev klorid, sama sol nima v bistvu kemijsko-fizikalnih lastnosti, da bi sama krožila po zraku, zato imamo to medicinsko napravo, s katero v bistvu umetno vpihavamo ta aerosol v prostor in ustvarjamo v bistvu kroženje zraka, ki je nabit s temi delci nasičenega aerosola in to potem mi tudi vdihavamo noter. V naravi sol ne lebdi v zraku, vzpostavlja se pa posebna pač mikroklima, tudi v rudnikih soli. Same solne terapije so v bistvu se razvile tako, ker so pri rudarjih na Poljskem in v Rusiji v bistvu odkrili, da imajo veliko manj pljučnih težav in obolenj kot drugi rudarji. Za rudarje je sploh značilno, da so zelo nagnjeni k pač respiratornim težavam.
ker v rudnikih soli se vzpostavlja posebna mikroklima, ki zelo blagodejno v bistvu vpliva na dihala in na čiščenje dihal in deluje pač protivnetno in protibakterijsko. In iz tega razloga smo naredili tudi kliniko na 230 metrih globine na Poljskem, kjer v bistvu zelo uspešno zdravijo te respiratorne težave. Preden pa greva zdaj še v globino, res imam še 100 vprašanj, tudi kar se kakšne tiče, ne? Pa dragi gledalke in gledalci, naš gost vam je pripravil tudi posebni paket, ne? V bistvu, če bi želeli naši gledalci že zdaj ne kupiti otroški paket, pa paket odraslih ponujete tekom oddaje in seveda tudi v nadaljne pol ure, ko bo tudi drugi del oddaje potekal 15% popust, ne? Potem za upokojence pa 20. Tako je. Tako da, dragi gledalke in gledalci, telefonska številka je 01589 6636, izmed tistih, ki pa boste poklicali, pa bomo kar 3 podarili še popolnoma brezplačen obisk, vas tudi takole še poklicali, da boste pač res vedeli, ne, da smo podarili tudi to dodatno brezplačno terapijo. Drugače pa, kar se pač teh paketov tiče, ne, lahko malce samo poveste, kako so sestavljene, glede na to, da ja, vemo, da zdaj prihaja ta čas in če že hodimo, kdaj obiskujemo ali pa če tudi ne, lahko vnaprej razmišljamo, ne, in kupimo pač tudi po zdaj ceni s popustom. Tako, solna terapija se v bistvu namenja za 2 namena. Prvi namen je preventivni, se pravi, če vemo, da v določenem času pogosto krat zbolimo za prehladom, lahko solno terapijo uporabimo kot preventivni ukrep. Lahko pa pridemo tudi takrat, ko je v bistvu akutno stanje neke težave na koži ali v respiratornem traktu. Pripravili smo pa več različnih paketov, ker je odvisno od starosti človeka, od same težave. Naprimer pri dojenčkih oziroma otrocih starih nekje do 1 leta, nekje s 3 terapijami dosežemo že zelo dobre učinke. Samo s 3 je že? Tako, ker je pljučna kapaciteta manjša, temu primerno tudi terapijo prilagodimo, ker je zelo pomembno, kakšna je količina aerosola na kubični meter, to je nekje od 5 do 8 miligramov. Večja, ko je pljučna kapaciteta, več aerosola pač potrebujemo. Pri predšolskih otrocih, se pravi otrocih, ki hodijo v vrtec, nekje večino težav rešimo nekje 6 do 8 terapijami, pri resnih kroničnih zadevah je pa potrebno od 12 do 25 terapij. Torej ponujate pri otroškem paketu 2 starša v spremstvu plus 1 otrok, cena, zdaj cena s popustom je 60 evrov, ne? Potem, če sta 2 starša v spremstvu 2 otrok, zdaj s popustom na mesto 107,91 evrov, ne? Pa potem tudi otroški paket 3, kjer so 3 otroci, pa zdaj s popustom 121 evrov. Torej, če pa govorimo tukaj o upokojencih, če gre za eno osebo, če je redna cena 96 evrov, lahko zdaj prihranite 77 evrov, je zdaj torej ta paket upokojenec 1, to je koliko obiskov? Za upokojence v bistvu imamo pakete 6 terapij, pri resnejših težavah smo pripravili tudi pakete 12 terapij. Ja, res je. Priporočljivo je, da se naredi kura. To pomeni, tudi če jeste antibiotike, je pomembno, da naredite celo kuro, ne samo, da pojeste 1 antibiotik, 2, 3, toliko, da zadeva prime, potem pa prenehate z uživanjem, ampak je potrebno dokončati celotno kuro. Pri solnih terapijah zadeva deluje podobno. Priporočljivo je, da v enem tednu pridete 3-krat, naprimer ponedeljek, sreda, petek, da je vmes 24 do 48 ur pauze. In sicer zato, da se telo lahko očisti, vmes je potrebno piti več tekočine, da se lahko toksini bolje izločajo iz telesa. Tudi zato smo prilagodili terapije. 3 terapije so nekje za 1 teden, 6 terapij je nekje za 2 tedna. Potem pri resnejših stanjih se pa obiskuje solne sobe tudi 1 mesec ali 2 meseca. Pri takih zadevah tudi gremo zelo nasproti in prilagodimo in cene in tako, da se v bistvu pacientu splača obiskati solno sobo in da ni prevelik strošek.
In ker se v Solnem centru Vrhnika zavedajo, ne, da je zdaj ta čas, ki prihaja, lahko rečemo tudi pereč za marsikoga, tako za otročke, kot tudi za odrasle, so vam takole prijazno tekom oddaje pripravili torej popuste. Za odrasle otroke 15% popust, za upokojence 20%. Če pokličete v naš klicni center, vam bodo seveda še kaj več povedali o vseh teh paketih. Pokličete pa na 589 6636. 3 izmed vas bomo tudi poklicali in vam podarili še en poseben brezplačen obisk, torej pravo takšno terapijo. Prej sva omenila, ne, torej, kako vse deluje, vi pa ste sicer tudi sobe opremili z mandalami. Mi smo imeli oddajo o tem, kako delujejo mandale. Vidim, da ste tudi energijsko ste dodali vrednost obiskom. Tako je. V Solnem centru Vrhnika imamo 2 solni sobi. Ena je Morski svet, ki je namenjena otročkom, ker so notri tudi igrala. Druga soba je pa mandala. V sobo smo dodali 2 mandali. Mandale načeloma pomagajo vzpostavljati ravnovesje v telesu. To je v bistvu kozmos v malem, tako kot človeško telo. Ko se neka energija zruši, ko se ravnovesje zruši, nastopi bolezensko stanje, slabo počutje in solna soba pomaga pri vzpostavljanju ravnovesja v telesu. Tako na klinično dokazani ravni, kjer so trdni znanstveni dokazi, kot tudi na neki energetski ravni, ker je prostor nabit tudi z negativnimi ioni. Vemo, da negativni ioni zelo pozitivno vplivajo na telo. Solna soba ima zelo visoko koncentracijo teh ionov. In ti ioni pomagajo pri dovodu kisika v možgane in pri boljšem splošnem počutju in pretoku energije skozi celice. Veste, kaj sem se zmeraj vprašala? Naprimer, če pridemo bolni tja, kašljamo v tej solni sobi, potem pa je tudi za nami še kakšna terapija. Kako je s tem prečiščevanjem, naprimer, da pa se slučajno kaj ne okužimo? Ja, to je v bistvu dobro vprašanje, ampak zato imamo zelo več ukrepov, s katerimi poskrbimo za čiščenje in zračenje. Prvi ukrep je solna soba sama, kot taka deluje sterilno, hipoalergeno oziroma hipobakterijsko. Sol sama ne omogoča razvoj in rast bakterij in virusov, ker jih uničuje, svoj konzervans. Hkrati potem po končani solni terapiji intenzivno prezračimo prostor. Prostor se zrači od 10 do 20 minut. Tretji ukrep je pa, da z medicinskimi robčki, ki imajo alkohol, razkužimo vse predmete, se pravi ležišče, stol, igrala, tako da s tem v bistvu uničimo vse morebitne viruse. Tudi ne dovolimo, da se otroci in več ljudi hkrati zadržuje v samem solnem centru, zato da v bistvu se razne infekcije ne širijo. In tudi pred obiskom solne sobe ljudem razkužimo roke, ker na rokah imamo največ klic in virusov in s tem ukrepom pripomoremo v boljši higieni in čistoči. Mi pa že imamo v bistvu na liniji eno klicočo. Gospa Metka, lepo pozdravljeni. Kako ste? Se slišimo? Ja, se slišimo. Jaz sem imela potiho tole. Pozdravljeni. Ja, pozdravljena. Kako ste? Ali ste zdravi, ne kašljate? Ne kašljam, imam pa druge težave. Jaz imam bolj hormonske težave, sin ima pa luskavico. Zato sem vas poklicala, ker me zanima bolj naravno zdravljenje, bolj naravno, da pomagaš telesu, da se... Ja, vmes smo zgubili gospo na liniji. Sem mislila, da samo moj mikrofonček ne dela, pa ne, očitno imamo tehnične težave. Zgubili smo linijo, ampak slišala sva torej gospo Metko, da ima torej hormonske težave, sin luskavico. Lahko malce se opredelite potem na ta dva problema. Gospa Metka, tudi če ste izgubili linijo, nič za to. Dobili boste tudi brezplačno terapijo. Zabeležili smo vaš klic, tako da brez skrbi. Zdaj pa bo gost vam odgovoril tudi na vaše vprašanje. Tako, kar se tiče hormonskega neravnovesja, tukaj solna soba mogoče ni najboljša rešitev, oziroma z te hormonskih zadev ne rešujemo solno sobo. Kar se tiče luskavice, luskavica in dermatitis, to sta dva taka kožna obolenja, za katera dosegamo relativno dobre rezultate, ki so tudi klinično dokazani.
Luskavica je bolezen, za katero načeloma ne obstaja nekega zdravila in ostane praktično celo življenje na koži in v raznih stresnih trenutkih, v raznih sprožilcih se lahko stanje tudi poslabša. Sama solna terapija pa deluje na luskavico tako, te solni aerosoli so zelo prodorni, kot sem prej omenil, so veliki med 2 in 5 mikronov in prodirajo v bistvu v vse plasti kože, zgornji del, srednji del, spodnji del kože in kožo čistijo, pomirjajo in delujejo protivnetno in protibakterijsko. To pomeni, da v bistvu ni srbečice, da kožo pomirijo in s tem smo v bistvu dosegli tudi to, da načeloma, ukolikor jemljete kakšna zdravila ali posebna mazila, smo s solnimi terapijami dosegli to, da se uporaba zdravil zmanjša. Je pa potrebno povedati, da tukaj niso rezultati čez noč. Pri resnih zadevah, kot sta dermatitis in luskavica, je potrebnih več obiskov. To je nekje od 12 do 25 obiskov. To pa zato, ker so te zadeve kronične, stalne, čudežne palčke nimamo, da bi to čez noč rešili. Zadeve so pač posledica raznih kožnih okvar, ker se koža izgubi določene funkcije. Solna terapija vam bo v bistvu pomagala pri čiščenju kože, pospeši delovanje limfe in umiri kožo, tako da vam bo v bistvu umirila in blagodejno vplivala na samo težavo. Upam, da smo, gospa Metka, tudi odgovorili, kako si lahko rešite torej vaše probleme oziroma vašega sina. Brezplačen obisk terapije ste dobili, izkoristite pa 15 ali pa 20% popust, odvisno kateri paket boste vzeli. Pri nas v klicnem centru vam bodo svetovali, kaj več povedali o tem. Gospod Andraž, ampak vi ste naredili v bistvu to solno sobo oziroma solni center na Vrhniki prav zaradi domačih izkušenj, če se tako izrazim, ne? Kako ste prišli, da pa ste naredili takšen center? Na idejo. Res je. Tudi mi imamo otroke, med drugim hčerko Piko, ki je kot dojenček pogostokrat obolevala za respiratornimi boleznimi, med drugim tudi za bronhiolitisom, ki je nas v bistvu postavila na neka, bom rekel, realna tla. Otroček je bil 1 teden v bolnici, na infuziji, na kisiku. Pri bronhiolitisu gre za vnetje bronhijev oziroma bronhiol, to so manjši delci v pljučih. In po tej izkušnji smo bili vsakič v strahu, kaj če se to ponovi in kaj lahko naredimo, da se to ne bo ponovilo in kakšne rešitve obstajajo, ker za bronhiolitis nekega zdravila ni. Ker se prenaša kapljično, ne? Tako, ker se prenaša kapljično. Potem nam je kolegica, ki ima danes tudi solno sobo, povedala za solne terapije. Potem 5 let nazaj nisem vedel praktično nič. Rekli smo, zakaj pa ne bi poskusili. Hčerko smo peljali iz Vrhnika v Ljubljano in že po 3-4 solnih terapijah se je stanje ob virusni okužbi dihal izboljšalo. In smo videli, da zadeva deluje in smo praktično bili v zimskem času redne stranke, ker vrtci, potem imamo tudi drugega otroka, ki hodi v šolo, Anaja, sta skupaj obiskovali solno sobo in s tem smo se izognili marsikaterim neprijetnostim. In potem, ko smo iskali neko idejo, kaj bi lahko na Vrhniki naredili, smo se odločili za izgradnjo solnega centra. Lahko pa tudi na hitro povem še primer. Spomladi je hčerka ponovno kašljala, imela je veliko sluzi, kašlja je tako močno, da po noči nismo spali nekje 3 noči. V solno sobo je nisem mogel peljati, ker je imela vročino, ker z vročino se solne sobe ne sme obiskovati. A res? To pa nisem povedala, ja. Prvi dan, ko je vročina padla, smo jo potem peljali k nam v solni center in po eni terapiji, ki je trajala nekje 25 minut, je celo noč spala, brez kašlja. Zjutraj, okrog 6-7 je mogoče 2-krat zakašljala, ampak to je bila taka sprememba, da sem rekel,
sigurno smo na pravi poti in potem tudi, ko slišiš, ko obiskovalci povejo, kako se jim je stanje otrokom izboljšalo ali pri smrčanju ali pri izločanju sluzi, vidiš, da pač zadeva deluje in da smo na pravi poti s temi terapijami. V bistvu zdravniki ves čas opozarjajo, pazite, približuje se torej respiratorne bolezni, bronhiolitisi, ampak dokler se dejansko s temi stvarmi ne srečaš, ne veš, kako hude so lahko posledice, sploh pa pri dojenčkih, ne, drage mamice, če nas zdaj le gledate, ne. V bistvu tukaj pride lahko kaj hitro do prenehanja, kisik ne pride lahko več v telo, če gre seveda za hujšo posledico, govorim za dojenčke, ne. In tukaj so lahko potem zelo hude smrtne posledice. Ne? Res je. Pri bronhiolitisu dejansko ne obstaja nobenih zdravil, tudi Ventolin ne pomaga. Edina zadeva je infuzija, zato da ne dehidrira otrok. Druga zadeva je kisik, da se izboljša saturacija. In enostavno si nemočen, ne moreš narediti nič. Ampak če poznamo, če vemo potem, če slišimo takole na oddajah, kaj se lahko zgodi, pa lahko sami preventivno ukrepamo, ne, kar se tiče torej samih teh solnih sob. Sami ste mi pred oddajo povedali, kako zdravilna je tudi himalajska sol, ne, in kako deluje na naše telo, lahko to poveste za naše gledalce? Lahko. Himalajska sol je v bistvu sol iz himalajskih rudnikov, tukaj imamo primer solne lučke, in v himalajski soli je v bistvu zapis, prazapis, energetski zapis, kakršen je tudi energetski zapis našega telesa. Se pravi, vkolikor damo zdrobljeno, himalajska sol je v kristalu, v kamnu, ki ga je potrebno zdrobiti, v možnarju, potem to himalajsko sol damo v vodo, zmešamo in ta informacija se iz himalajske soli prenese v vodo. In ko to mi popijemo, nam v bistvu pomaga pri vzpostavljanju ravnovesja v celicah. Vsaka celica ima svoje energetsko valovanje in ta himalajska sol nosi primarni energetski zapis, ki se prenaša tudi na celice in s tem v bistvu pomaga pri boljšem pretoku energije med celicami in vzpostavljanju ravnovesja. To je praktično, beli zaklad. Dragi gledalke in gledalci, če ste se nam morda ravno kar pridružili, govorimo torej o solnih terapijah. Naš gost iz Solnega centra Vrhnika vam je pripravil tudi tekom oddaje popuste, tudi še tekom drugega dela, ko bo potekalo. Tako da, če pokličete, bodo vas naši agenti v klicnem centru usmerili, kar se tiče samih paketov. Odrasli in otroci imajo 15% popust, medtem ko upokojenci 20%, tako da lahko izkoristite mogoče ta popust in se že zdaj pripravite na jesen in zimo, sicer pa ja, ne, obolenja, kar se v vrtcu tiče, so se že začela, ne? Res je. Saj pri nas v vrtcu že kašljajo. Res je. Prvi obiski so že se, okrepili. Ja. Po 15. septembru, ko se je tudi vreme poslabšalo in število okužb se nemudoma poveča. Tako da razkužujte si roke, umivajte si roke pogosto in skrbite za higieno, to je najmanj, kar lahko naredite, da se virusi in klice ne prenašajo. Tekom oddaje ste se odločili, da boste podarili torej tudi 3 brezplačne terapije za tiste, ki boste poklicali. Tudi, če pokličete na številko 01 589 6636 in se pozanimate o paketih, pustite svoje podatke in tako vas bomo poklicali. Prijeli boste tudi brezplačno terapijo. Gospa Metka jo je že prejela, čeprav smo jo izgubili na liniji. Upam, da ni kakšnih težav, če ne pa bomo to naredili brez skrbi tudi izven etra. No, kar se tiče samih solnih sob terapij, morava povedati, ne, da je to prav klinično preizkušena in da ni to neka novodobna, ne vem, trenutna terapija, kot radi rečemo. Ne? Res je, res je. V Sloveniji zadeva že poznana nekje 10 let, vse se je začelo v Ljubljani. Solne terapije so klinično dokazane, prišle so pa iz vzhoda, iz Estonije, Rusije, Poljske, ker kot sem prej omenil, so ugotovili, kakšen pozitiven vpliv ima na rodarje. Zaradi tega so v bistvu solne terapije začeli uporabljati tudi v raznih sanatorijih in centrih za izboljšanje zdravja. Kot vemo, v Sloveniji otroke pošiljamo na Rakitno, na Debeli rtič
z namenom, da se jim izboljša stanje astme ali kakšnih kroničnih vnetij dihal. Solna terapija je pa lepa alternativna metoda, ki pa verjetno kmalu ne bo več samo alternativna, ampak bo postala, predvidevamo, kot neko dopolnilo pri zdravljenju takšnih težav. Nima nobenih stranskih učinkov, je preprosta, učinkovita, cenovno dostopna, preverljiva, razne študije so bile narejene, rezultati so zelo spodbudni, tako da pustimo čas v čas in mislim, da bo zadeva zaživela. Drugače pa samo povejva mogoče za tiste, ki pa zanima, kje natančno se nahajate, kako vas najdejo, lahko pogledajo tudi seveda na vašo spletno stran, ampak jaz zmeraj rečem, ne, da pač nimajo vsi interneta in potem je prav, da poveva tudi takšne stvari. Mi se nahajamo na Vrhniki, v Mercator centru oziroma v Loka center Mercator na Vrhniki. Tisti, ki poznate Vrhnikov, boste natanko vedeli, kje smo. Smo v prvem nadstropju. Lahko nas tudi pokličete na telefon, obiščete našo spletno stran ali družabno omrežje Facebook. Ja. In z veseljem vam bomo odgovorili na vaše vprašanja, vam razložili in svetovali. Hkrati pa lahko tudi na tak način rezervirate termin ali kupite paket ali pridete samo na testni termin. Če se tale številka ne vidi dobro, drage gledalke in gledalci, njihov kontakt je 041 015 613, torej 031 015 613. Drugače pa lahko pokličete torej naše telefonske številke 01589 6636 in poprašajte klicne agente torej o posebnih popustih, ki vam jih je pripravil naš gost. Tudi tam lahko dobite njihov kontakt in vse ostale podatke. Torej še nekomu bomo podarili popolnoma brezplačno terapijo, če pa imamo slučajno kakšne težave z linijami, pa bomo to naredili izven etra, obljubili smo, tako da tega se bomo držali, ne. Eno terapijo pa smo že podarili. S kakšnimi problemi oziroma kdo pa še v bistvu hodi zdaj v takšne centre? Kaj opažate? Kje je trend? Solne sobe dejansko so, bom rekel, postale popularne, so se zelo razširile v večjih krajih po Sloveniji zaradi svoje učinkovitosti in preprostosti. Primerne so tako za dojenčke kot predšolske otroke, šolske otroke, odrasle in tudi upokojence. Tako da obiskujejo nas posamezniki, družine, ljudje, ki bi se radi samo sprostili in doživeli učinke solne terapije. Niso pa solne terapije primerne za ljudi z povišano telesno temperaturo, za ljudi, ki so preboleli pred kratkim tuberkulozo ali jo imajo, za ljudi z kakšnimi rakavimi obolenji, srčnim popuščanjem ali visokim pritiskom, ki ni reguliran z zdravili. Drugače pa so primerni in seveda za ljudi, ki imajo na primer vnetje oči, konjunktivitis, ker je zelo nalezljiv, take primere v bistvu ne sprejmemo zaradi nalezljivosti. In pa seveda razni virusi, kot človek bruha in tako naprej, tudi niso primerni za obisk solne sobe. No, sicer pa tudi, ne, če kadar imamo otroke, potem ko vidimo, ko začnejo kašljati, ne slej, ko prej pridemo do solnih centrov, ne. Zdaj pa lahko izkoristite, ne, dragi gledalke in gledalci, ta popust, ki vam ga ponujajo iz solnega centra Vrhnika. Tekom oddaje, tudi drugega dela, lahko dobite 15% popust na pakete za odrasle in otroke in kar 20% za upokojence, tako da ne, priložnost, če vemo, da bomo potrebovali. Vsekakor priporočam tako preventivne obiske kot obiske v neki akutni fazi. Solna terapija je preverjena zadeva. Vas vabim, da nas obiščete in stestirate sami. Navadno je tako, ne, da gledalci samo takole poslušajo, ne, tekom oddaje in se potem odločijo, tako da vam moramo povedati, da tudi tekom drugega dela oddaje lahko izkoristite ta popust. Pa zapišite si številko, torej 015896636, pa potem povprašajte naše agente o torej teh popustih, ki vam jih zdaj tekom oddaje pripravljajo solnega centra Vrhnika. Še dva izmed vas, kajti gospa Metka je že prejela brezplačno terapijo, bomo poklicali brez skrbi.
tega se tudi držimo. Glede na to, da se nam je oddaja iztekla, najlepša hvala v bistvu za vsa ta pojasnila. Dostikrat slišimo o teh solnih sobah, a ne? Mogoče pa se ne poglobimo, ne? Zakaj jih potrebujemo, kako konkretno delujejo. Res je, vedno več ljudi solne terapije pozna. Kot sem prej omenil, solna soba ustvarja posebno mikroklimo, ki zelo blagodejno vpliva na dihala in na kožo. Veliko informacij je dostopnih na internetu, tako na naši spletni strani kot na drugih spletnih straneh od solnih sob, tako na forumih. Objavljene so tudi razne klinične raziskave, tako da če se malo poglobimo, lahko hitro najdemo veliko koristnih informacij. Ja, hvala lepa, ne, namreč z vdihovanjem mikrokristalov soli, tako kot je rekel naš gost, čistimo, pospešimo regeneracijo celotnega dihalnega sistema in če že veste, da imate probleme, izkoristite torej ta popust, ki vam ga ponujajo iz Solnega centra Vrhnika. Upam, da ste dobili informacije, ki vam bodo koristne. Seveda lahko ta popust izkoristite tudi tekom drugega dela oddaje, kajti zdaj bom predala besedo Teodori, ki vas bo popeljala v družinsko astrologijo. Mi pa se znova vidimo jutri, ko bomo govorili tudi z doktorico Trajkovsko, ki bo prišla in predstavila v bistvu svoje delovanje Body Mind, tako da vabljeni v našo družbo ponovno jutri. Pa lep pozdrav!